Rad bi povedal, da smo imeli danes zelo delovno in uspešno sejo vlade, potem, ko smo v januarju določili prioritete, smo jih tudi že začeli izpolnjevati. Ministrice in ministri pred mano so nekatere od sklepov vlade že predstavili. Jaz bi vam bil zdaj na voljo, ker odhajam v Bruselj, jutri je pomemben svet, na voljo za vprašanje. Prosim. Druga pa, gospod predsednik, dve vprašanje, če lahko. Prvo, kaj je vlada sklenila v zvezi s pogodbo s Patrijo? In drugo vprašanje, ali je že kaj več informacij v zvezi z vašo potjo v Združene države Amerike v začetku februarja se boste srečali z Barackom Obamo? Najprej glede prvega vprašanja. Danes je vlada pod točko zaupno obravnavala nadaljne reguliranje rešitve vprašanja zadeve Patrija in pričakujem, da bo do konca meseca, danes je bil sklep o nadaljnem procesiranju sprejet soglasno, soglasno sprejela tudi konec februarja. O vsebini pa danes še nisem dolžan govoriti, ko bo dokončno sprejet sklep, pa bomo javno seznanili z njim. Jaz odhajam v ponedeljek na delovni obisk v Washington, na povabilo podpredsednika Združenih držav Amerike, gospoda Bidena. Srečal se bom tudi z pomembnimi predstavniki političnega življenja na Kapitolskem griču. Srečal se bom s predstavniki poslovne skupnosti, imel bom nekaj drugih razgovorov, predavanje na Georgetown University in seveda, kot rečeno, glavni in ključni obisk v Beli hiši. Kot je bilo rečeno, odhajam na povabilo podpredsednika Bidena. V navadi ni, da bi ob takih obiskih, ki so delovne narave, bil predsednik vlade druge države sprejeti od predsednika Obame, vendar pa te možnosti ne izključujem. Hvala, vprašanje naprej, Vesna. Jaz bi imela vprašanje in sicer zanima me samo komentar glede menjave oziroma upokojitve Krambergerja, če mogoče imate kakšen komentar na to temo? Ne, to niso zadeve, ki bi zadevali državo. Pa še zanima me glede insolvenčne zakonodaje, če ste se kaj pogovarjali, pri tem ne mislim plačilno nedisciplino zakoni, ki so v pripravi, ampak prav insolvenčna zakonodaja, kot je bilo govora, ko je SCT pač ustavno oziroma Zidar ustanovil svoje podjetje. Govorilo se je, da ne bo, kaj je v bistvu bilo sprejeto. Medresorska skupina dela na tem. To sem zadnjič povedal, da smo se pogovarjali na vladi in pripravlja se, zdaj mislim, da že v tretje poskus novelacije, tako da bomo lahko regulirali probleme, ki jih je naplavila kriza. Naprej vprašanje? Zdaj, Donošek je Slovenija. Samo eno vprašanje, zdi se, ko se v teh klauzurah pač bila je ena prioritet vlade do konca mandata, tudi reforma javnega sektorja. Pa me zdaj zanima, nekako v zadnjem tednu oziroma zadnjih dneh smo dobili pa občutek, da v bistvu se ta reforma nekoliko umika volilni zakonodaj, če lahko temu tako rečemo. No, najprej pojasnim, da ne bo nesporazumov. Mi smo se dokončno dogovorili o prioritetah in vlada jih je zdaj pripravljena izpeljati tako vestno in uspešno, kot je to uspelo pri izhodni strategiji, ker je samo še nekaj zakonov, ki niso stopili v veljavo. To je uspela v enem letu. Tako smo danes sprejeli zakon o kmetijskih zemljiščih, enega od zakonov, ki ga lahko razumemo kot pomembno strukturno reformo in ga je bilo potrebno z deležniki usklajevati precej časa. Sprejeti zakon o varstvu konkurence. Prav tako sem danes opravil razgovore z nekaterimi ministri, ki pripravljajo zakone iz paketa teh prioritet v nadaljnih tednih in mesecih in med njimi je tudi zakon, ki bo moderniziral javni sektor, javne zavode. Jaz sem danes opravil razgovor z ministrico Irmo Pavlinič-Krebs
in določila sva časovnico, ki bo omogočala, da bo zakon, ki je v pripravi oziroma paket ukrepov, ki so v zakonodaji predvidoma do konca februarja tudi na ravni vlade že obravnavan. Torej, delo na ravni strokovnih skupin, zdaj na ravni medresorskega usklajevanja v polnem teku in pričakujem, da bomo do konca februarja na ravni vlade dobili verjetno tudi že na prvi predlog. Da več, če ste že omenili, da si želite bolj vitek, bolj fleksibilen javni sektor, me zanima, boste torej pri tem ustrajali, kakšno je vaše optimalno število ministrstva, vendar ne bi bilo to nekako priprava za zmanjševanje števila ministrstva? Zakon oziroma ukrepi bodo pripravljeni v tej smeri. Predlagam, da pustimo, da pristojna ministrica najprej predstavi predloge, potem pa boste videli tudi, kako bojo ti sprejeti nadalje. Ja, ta ista ministrica naj bi že pripravila spremembe volilne zakonodaje in jih usklajevala, to so zdaj neuradne informacije, ki me zanima, če držijo, usklajevala naj bi jih že tudi z opozicijsko SDS. Zdaj me zanima, je bilo karkoli govora o tem včeraj na skupnem sestanku vseh predsednikov strank, oziroma za Govorim samo o sebi vlade. Ne, sej, za kdaj to načrtujete kot predsednik vlade, glede na to, da potrebujete širšo podporo, pa zanima me, če je torej tudi volilna zakonodaja že podpora za širšo. Hvala. Vlada je pripravila vse potrebne zakone z tega področja, med drugim tudi zakon o nezdružljivosti funkcije poslanca s funkcijo župana in druge, med drugim tudi volilni zakon in poskuša dobiti dvotretjinsko večino za njegov sprejem, ker je to še bolj. Samo podvprašanje, ali drži, da v vaši stranki ne želijo vsi podpreti zakon? Jaz danes govorim kot predsednik vlade in bodo predstavniki stranke na voljo, tako da ne na tej tiskovni konferenci. To velja tudi za vse ostale ministre iz drugih strank in ker se držijo tega pravila, se ga moram tudi jaz, ker se ga jaz zahtevam.